Letošnji kralj cvička, lastnik turistične kmetije z Globočic pri Krški vasi, je za svojega dolenjskega posebneža prejel oceno 16,43. Danes je sicer Tomše demantiral svojo izjavo, ki jo je v četrtek podal za našo televizijo in je povzročila buren odziv v javnosti. Pomotoma je namreč izjavil, da je v njegovem cvičku 92% žametne črnine. Te je največ 65%, je danes poudaril. Ostalo so pa do teh 92, so pa ostale priporočene sorte, se pravi, to je pa še delež frankinje in pa delež kraljevine. Na letošnjem ocenjevanju so komisije izmed 1316 prejetih ocenile 1069 vzorcev vin in jih izločile 247, predvsem zaradi bekserja in oksidacije. Kakovost ocenjenih vin je sicer visoka. Kajti to možnost je dal tudi sam letnik z dozorelostjo, grozdje je bilo zdravo v času trgatve in vinogradniki so pokazali, da imajo znanje in so pač te danosti tudi izkoristili. Ocenjevanje vin v sklopu 40. tedna cvička, ki bo 11. in 12. maja na glavnem trgu, je pokazalo, da so nekateri kletarji pravi mojstri. Donegovali so namreč odlična vina, tako cviček kot druga. Ja, kralje cvička letos zaznamuje izredna harmoničnost, polnost, nizke kisline, pitnost in pa seveda, kar je najpomembnejše, tista izrazita sadna aroma. Najvišje ocenjeni vzorec oziroma šampion ocenjevanja je postal sivi pinot, suhi jagodni izbor letnika 2000, ki ga je pridelal Marjan Jelenič iz Kostanjeviškega društva vinogradnikov.